En lep sončen dan je bil, ko je voznica osebnega vozila na označenem prehodu za pešce povozila mojo takrat 8-letno hčerkico, ki je bila s starejšim sinom na poti v glasbeno šolo. Zgodilo se je tudi to, da po nesreči smo mi bili kot eni drugi. Ne samo, da Gloria se nikoli več ni vrnila v naš dom, tudi mi nismo nikoli več prišli isti. Nismo več znali zafunkcionirati, vsak v svojem kotu, tako kot ranjene živali. Smrt je dokončna in to je tudi mene psihično zelo ubijalo. Moja hči Alja se je peljala z fantom in voznikom. Ta voznik je bil kriv nesreče zaradi prehitre vožnje. Dolgo časa traja, da to ozavestiš, da jo res več ni, ker to je zelo težko, še vedno jo pričakuješ. Nisem šla v sobo zato, da ne bi kaj predstavila, ker ni imela rada, da je jaz kaj predstavila. Lastno kožo bi se slekel, da bi lahko to bolečino oblažil, ko je čutiš. Srečanje z enim 25-tonskim kamionom, ki je v trenutku obrnila moje življenje in me vrgla v prepad in temo. Življenje njene dolgoletne prijateljice, ki je pravilno speljala ob zeleni luči, tovornjak pa je prevozil rdečo, je na kraju nesreče ugasnilo. Mi je bilo vse vedno jasno in točno sem vedela, kaj lahko delam in kako. Potem pa naenkrat nebogljenost, žalost, bolečina. Spet se je morala naučiti hoditi, govoriti, živeti. Začneš gledati na življenje v bistvu kot eno darilo, ki ti je dalo še eno priložnost, da se obrneš vase, da pogledaš, kaj je tvoje poslanstvo in kaj še imaš za opraviti. S prijateljem sva hodila iz lokala v lokal in praznovali rojsten dan. Po zabavi je Andrej sedel za volan, enega od ovinkov ni zvozil. Zaradi alkohola. Kogar so mi povedali, jaz spomnim se ne tega dogodka. Prijatelj na kraju nesreče umrl, jaz sem pa preživel sam, je bilo zelo težko. Bila koma, nepresebnost, invalidski voziček, še danes ne hodim tako, kot mogo ne. Sem bil vesel, da saj hodim. Še 21 let je po prometni nesreči, še danes obžalujem in trpim zaradi te nesreče. In vem, da do konca življenja bom trpel. Spoznajte nevidne žrtve prometnih nesreč. Policijska poročila jih ne omenjajo, tudi statistike ne. Te poročajo o smrtnih žrtvah in poškodovanih. A za njimi so še 1, 2, 3 ali več dodatnih žrtev. Tisti, ki so nesreče preživeli, njihovi povzročitelji ter svojci in prijatelji vseh, ki so na cestah obležali. Kadar ti nekdo od zelo bližnjih umre v prometni nesreči, ni priložnosti niti, da se posloviš, kot bi ti nekaj iztrgalo iz duše. Tega se ne vidi v nobenih preiskavah, tega ne vidimo v laboratoriju. O tem ljudje niti ne znajo čisto dobro pripovedovati. V žalujočih se tedaj pojavijo tudi fiziološke spremembe v telesu in možganih, močno je prizadeta psiha. Mnogi uteho poiščejo v alkoholu ali drogah, želijo škodovati sebi ali drugim. Predvsem pa nekako izgubijo smisel življenja. Nujno bi potrebovali strokovno pomoč, dobijo pa sicer dobrodošlo tolažbo okolice, ki pa ni vedno ustrezna. Še posebej je narobe, če se skuša ustvariti vzdušje, da se ni nič zgodilo. Kot da bi se bal izgovoriti njeno ime. Kot da bi se bal sploh omenjati to temo.
Vsi so mi govorili, da čas celi rane. Jaz moram reči, da tega izreka ne verjamem, da rana ostane. Mi potem tle poskušamo pomagati z nekimi bolniškimi staleži, z zdravili, z pomirjevali, antidepresiva. A to so le začasne rešitve. Mi bi morali, glede na tako veliko število nesreč, poskrbeti, da je takrat v tistih kritičnih momentih nekdo pride, ki točno ve, zakaj se gre in da ti tudi pomaga takrat se organizirati na ta način, da ne povzročiš še kakšne druge škode. Ne pride ne socialna služba, ni nobene možnosti, da bi ti dobil psihiatra, ker vse posod so neke čakalne dobe, da bi mogel biti na voljo nek psihiater, ki bi ob takem trenutku postal dežurni psihiater. Zgled je Katalonija, kjer takojšnjo in trajno psihološko pomoč svojcem žrtev in hudo poškodovanim v nesrečah nudi nevladna organizacija, s katero ima vlada pogodbo in to pomoč v celoti financira. V Sloveniji sta za te ljudi brezplačno, a brez sodelovanja države, na voljo le Slovensko društvo Hospic in Zavod Varna pot, ki je pri nas edina organizacija, kjer žrtve pomagajo žrtvam, hkrati pa imajo na voljo terapije strokovnjaki. Vse to mi je zelo, zelo pomagalo, ker vidiš, da nisi sam, zato ker smo bili sami taki, marsičesa sploh ni bilo treba povedati. Smo se čutili, smo se jokali. Rane se počasi začnejo celiti, ko pride nov udarec. Ti se za eno silo na noge postaviš, potem se pa začne sodni proces. V večini primerov do prvih postopkov pride šele 2 leti po tragičnem dogodku. Trajajo dolgo vrsto let, agonijo podaljšujejo in vedno znova odpirajo rane. In vse še enkrat podoživiš tiste prve špangice in vseh stvari, ki so bile pač najdene na mestu nesreče. Priče morajo v nedogled obnavljati vsako podrobnost. V primeru male Glorije je bil kot priča na sodišče pozvan njen 16-letni brat. Takrat sem se pa jaz odločila, da če sem pa Glorijo izgubila, sina pa ne bom. Sina, ki je po nesreči tako hudo zbolel, da je kazalo, da bo izgubila še njega. In ko se je s pomočjo že 5. psihiatra le začel pobirati, je prišel poziv sodišča. Vendarle smo potem tudi nekako uspeli, ne vem po kakšni milosti, da potem ni sin pričal. Najhujša mora za svojce žrtev prometnih nesreč pa je, da sodnega postopka ne smejo spremljati. Državni tožilec svojcev o poteku ni dolžan obveščati. Ali iz kakšnega časopisa zveš, kaj se je zgodilo? Ti ne boš nič zvedel, kaj se dogaja, ne na tožilstvu, ko se bo začel sodni proces, te ne bojo nič obveščali, kdaj je nič, ker ti za njih ne obstajaš. Vse podatke o primeru pa sme dobiti odvetnik, za tiste, ki si ga lahko privoščijo. In potem ti on to pove, kaj se dogaja. Zavod Varna pot je vlade že od leta 2009 pozival, naj po vzoru številnih evropskih držav nevidne žrtve prometnih nesreč začne obravnavati drugače. Pravosodne ministre Aleša Zalarja, Senka Pličaniča in Gorana Klemenčiča zaman. Žalostno je, da mora nekaj, kar je povsem humanega, predpisati Bruselj z neko direktivo. Slovenija kot članica po novem namreč mora upoštevati direktivo Evropske unije o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj. Ta predvideva, da so tudi svojci žrtev prometnih nesreč stranke v sodnem postopku. In zagotovo prinaša v slovenski prostor neko novost, da ti bo tožilec, ki vodi postopek, izrazil sožalje, povedal, kakšen postopek poteka. Pravosodno ministrstvo je to prakso letos sicer vpisalo v novelo zakona o kazenskem postopku, a je zakon z vetom najprej zavrnil Državni svet, prejšnji mesec pa še poslanci. In smo na istem statusu, kot smo bili, kar je kar žalostno, ne? Dolgotrajni sodni postopki so slabi in stresni za vse, tudi za povzročitelje, ki sedijo na zatožni klopi. Imam celo en primer, ko je bila huda prometna nesreča na avtocesti, ta gospod, ki je visoko izobražen, še vedno trdi, da so mu podstaknili, da to zagotovo ni mogel biti on. To so neke vrste obrambni mehanizmi, uradno se temu reče kognitivna disonanca. Ti moraš prilagoditi svojo zgodbo na tak način, da ti je sprejemljiva, sicer s tem ne moreš živeti. Andrej vse od usodne nesreče ni zmogel na grob umrlega prijatelja. Še danes trpim to gradbivko, sam pri meni sam misli Jivka.
Moja najhujša kazen je živeti z zavedanjem, kaj sem storil, priznava. In obsoja slovenski pravni sistem, po katerem alkohol sploh ne more biti glavni vzrok prometne nesreče. In tako se v sodnem procesu alkohol najde kot sekundarni vzrok, se pravi kot olajševalna okoliščina. Zato, ker v zakonu o pravilih cestnega prometa psihofizično stanje udeležencev sploh ni navedeno kot možen vzrok prometne nesreče. In tako so med policijskimi podatki kot najpogostejši vzroki za nesreče navedeni: neustrezen premik z vozilom, hitrost, nepravilna stran ali smer vožnje in neupoštevanje pravil o prednosti. Alkohola in drog ni, pa čeprav medicinska stroka poudarja: alkohol pomembno vpliva na zmanjšanje vozniških sposobnosti in predvsem na slog vožnje. Jaz absolutno podpiram dejstvo, da je alkohol primarni razlog. Mi vemo, da 11-krat pogostejše so prometne nesreče pri alkoholiziranih voznikih kot v primerjavi z nealkoholiziranimi in tudi sama teža prometnih nesreč je hujša, 4-krat več je smrtnih žrtev. V večini zahodnoevropskih držav je vožnja pod vplivom alkohola ali drog kriminalno dejanje. In tega ta država ne dopušča in represivno zelo močno udari po tovrstnih storilcih. V Sloveniji vlade, policija, Agencija za varnost v prometu, civilne organizacije proti alkoholu nastopajo le na načelni ravni, s kampanjami in besedami. V praksi pa nihče ne spremeni tega absurdnega zakona. Več bi lahko storili tudi družinski zdravniki, priznava naša sogovornica, ki dobro vedo za paciente, ki imajo težave z opijanjem. V upravni enoti prijavljali tiste, za katere vedo, da vozijo pijani, jih večkrat napotili na zdravljenje. Dejstvo, da osebni zdravnik tukaj na nek način tvega neko zaupanje od bolnika. Da so to res težke odločitve in sem poslala naprej, večina teh pacientov se potem izpiše. Duhovni svet vseh teh nevidnih, strtih src, preživelih svojcev in povzročiteljev se združi ob spomeniku žrtvam prometnih nesreč na ljubljanskih Žalah. Tam lahko odložijo težko breme, se potopijo v kontemplacijo, se srečajo. Kako ste pa vi? Sem pa nisem. Ta dan je Andrej le zbral moč. Pri spomeniku je umrlemu prijatelju prižgal svečko. Ko se je po nesreči spraševal, če sploh še daj človeku podoben, ga je rešilo delo. V delavnici, kjer se posveča unikatnim ptičjim hišicam, na seminarjih in delavnicah pa predava o posledicah tvegane vožnje. Če ne bi delal jaz tega, jaz ne vem, kako bilo z mano. Bredi je pot v novo življenje tlakovalo pisanje pesmi. Danes je avtorica 5 pesniških zbirk, ki so odraz njene izkušnje. Ko mi kdo reče, ko sem imel včeraj težave ali pa sem bil žalosten, sem vzel tvojo knjigico v roko in sem našel besede zase tam. In to je taka nagrada, ki nič drugega ne more nadomestiti. V Sloveniji se vsako leto zgodi okrog 18.000 prometnih nesreč. Številka sicer pada, a še vedno je med njimi preveč smrtnih, več kot 100. Želja naših sogovornikov pa je vizija nič več žrtev. Vlada je pred 2 letoma naročila analizo vrednosti škode zaradi prometnih nesreč, ki je pokazala, 2% BDP izgubimo zaradi posledic prometnih nesreč. Skoraj milijardo evrov. Bolniški staleži, zdravila, manko v pokojninski blagajni, izpad dodane vrednosti pri delodajalcih, intervencije reševalnih služb, zdravljenja, rehabilitacija. We can demand freedom and mobility and we can demand safety at the same time. To je glavni princip vizije nič, ki jo je parlament na Švedskem sprejel že leta 1997. Izgube življenj na cestah so moralno nesprejemljive. Vizija temelji na 2 predpostavkah. Prvič, človek dela napake, zato jih ceste ne smejo. You have to take the human and our behavior into account when you design the road transport system. Vložili so milijone v izboljšave cest in prepreke, radarje, ležeče policaje, zožanja cest. Ob tem pa niso omejevali prometne mobilnosti. Ta je naraščala, število smrti pa padalo. Danes, 20 let kasneje, ima Švedska najmanjši delež mrtvih v prometnih nesrečah na svetu. 20 na milijon prebivalcev. Slovenija jih ima 61 na milijon, a pri nas vizija seže le do občasnega vzdrževanja. Nimamo sredstev, da bi bili sposobni sanirati to stanje. Mi lahko veliko sami naredimo na funkciji ministra, na funkciji voznika, pešca, kolesarja in vsak opravi svoje delo po najboljših močeh. To je druga ključna predpostavka švedske vizije nič, ki jo je posvojila tudi Nizozemska. Razum in zavest ljudi, da je povzročanje nevarnosti na cestah nekaj nesprejemljivega.
ozaveščanje ljudi od majhnega. In ko bojo zrasli, bo nova generacija voznikov veliko boljša od teh, ki jih danes srečujemo na cesti. Vsi pa spremenimo fokus, kajti priznajmo, večina nas že ob tem prispevku razmišlja, To se meni ne more zgoditi. Nikoli ne veš, kje se boš znašel, ali na tej ali pa na oni strani. ko bomo tako razmišljali vsi in nam bodo te zgodbe odzvanjale v glavi, ko bomo sedli za volan, na motor, na kolo, ko bomo kot pešci prečkali cesto, takrat nam bo vizija nič precej bližje, da dosedanje trpljenje in smrti ne bodo zaman.